Prehajamo na 16. točko. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2017. Predlog načrta ravnanja je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalci Maja Sušnik, Aleš Korjanc in Mihela Brnot Veternik. Besedo ima Aleš Korjanc. Hvala še enkrat za besedo, župan. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 11. členu določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje tudi načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države oziroma samoupravne lokalne skupnosti. Nadalje isti člen določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma občin. V skladu z 11. členom predloga odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2017, ki določa, da občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 evrov, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamezni vrednosti do 100.000 evrov. Predlagani načrt vsebuje le tista predlagana posamezna ravnanja, ki presegajo ocenjeno vrednost 100.000. Za ostala bo načrt sprejel župan. Za leto 2017 se v okviru načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik, ki presega 100.000 evrov, načrtuje le nakup dela zemljišča parcelne številke 701/3 Podgorje v izmeri približno 2500 kvadratnih metrov po ceni 60 evrov za kvadratni meter. Občina Kamnik je namreč dolžna v skladu z veljavnimi predpisi in izdano odločbo Ministrstva za okolje in prostor do konca leta 2017 urediti zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov na območju občine Kamnik. Ker občina nima v lasti zemljišča, na katerem bi bilo glede na veljavne urbanistične akte možno zgraditi zbirni center, predlagamo, da se na tem zemljišču pa je v skladu z veljavnim OPN-jem B24 spodnji stol, del B26 polje, možno umestiti zbirni center, predlagamo, da se pač opravi ta nabava tega nepremičnega premoženja. Hvala lepa. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo še enkrat. No. Samo vprašanje, zdaj, glede na to, da je prej kolega Tonin govoril, da mogoče se pa ne treba teh zadev, ali se v tem primeru gre isto v nakup, ali je to potem ta točka brezpredmetna. No. Pa če bi slučajno šli v nakup, ne bo parcela kar dobra pogledana. Dobra, hvala. Hvala. Hvala še enkrat. Odgovarjam tako, da bo zadevo treba ponovno premisliti, če bo zakon sprejet, namreč še vedno po veljavni uredbi moramo na območju občine, bomo morali v prihodnosti 2 centra bi morali imeti. Ne. Tako da mogoče bo dejansko, tako kot je gospod Tonin rekel, v prvi fazi možno urediti zbirni center v Suhadolah, tam kjer je, s tem bomo nekaj prihranili, ker ga boste pač uredili 2 občine skupaj. Še vedno pa nam v prihodnosti ostane verjetno, da bo vsaj en zbirni center za ravnanje s temi ločenimi frakcijami potrebno zgraditi tudi nekje na območju občine. Tako da preden bo se pa pogodba sklenila, bo pa verjetno potreben ponovno razmislek, koliko bo zakon v hitrem postopku pol sprejet. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo v predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2017. Glasujemo.
Glasovalo je 23 svetnikov, proti nihče, za 23, torej je ta sklep sprejet in točka zaključena, s tem pa tudi današnja seja. Hvala lepa.